Pozdravljeni. Ob robu predstavitve barvnih shem ob 75. obletnici svetovnega prvenstva Formule 1 so pri skuderiji Ferrari predstavili letošnji bolid Ferrari SF Pomišljaj 25. Poglejmo si skupaj, kaj je novega. Pred začetkom letošnje sezone bo verjetno Ferrari SF Pomišljaj 25 eden izmed bolidov, ki bodo poželi največ pozornosti med navdušenci in predvsem navijači v Formuli 1. In ko so prišle na dan prve fotografije letošnjega bolida skuderije Ferrari, smo lahko videli marsikatero novost. Seveda, poleg prihoda Lewisa Hamiltona v to znamenito ekipo. In ni treba posebej poudarjati, da so pričakovanja glede Ferrarija v sezoni 2025 izjemno visoka. Kar se tiče same barvne sheme, in tu ne bomo posvečali prevelike pozornosti. Namreč v nadaljevanju pripravljam prav poseben prispevek, kjer bom obdelal vseh 10 ekip, ki smo jih videli, kar se tiče barvnih shem, in seveda podal tudi svoje mnenje. Ampak tu bi rad pripomnil samo eno majhno malenkost. Kolikor sem dobro videl, so pri skuderiji Ferrari začeli uporabljati rahlo temnejši odtenek rdeče barve. Kot da bi se vrnili k onemu klasičnemu Rosso Corsa, ki je bil tako pomemben v času pred prihodom pokrovitelja Philip Morris. In o tem, ko sem povedal malce bolj podrobno v nekem prav posebnem prispevku. Mi se bomo raje posvetili danes tistim tehničnim novostim, tistim izboljšavam, ki so vidne s prostim očesom na dostopnih fotografijah. In začeli bomo kot običajno na prednjem delu ter se počasu premikali proti zadku. Če začnemo pri samem nosnem konusu in prednjem aerodinamičnem stabilizatorju, bi lahko dejali, da pravzaprav s prostim očesom ni videti kakšnih novosti, kakšnih revolucionarnih sprememb. Lahko bi dejali, da že na prvi pogled je zadeva izjemno podobna tisti, ki smo jo videli praktično v zaključnem delu lanske sezone, tam od velike nagrade Singapurja naprej. Konica nosnega konusa je vpeta v prednji aerodinamični stabilizator na drugem profilu aerodinamičnega stabilizatorja in tu je treba poudariti, da pravzaprav nimamo nobenih sofistikacij, kar se tiče oblike tistih pomožnih profilov. Seveda struktura je rahlo zavihana nazaj, ampak ne vidimo nobenih izsekov in lahko bi dejali, da oblika samih pomožnih profilov spominja dobesedno na pravokotnike. A prva pričakovana sprememba je tam v območju prednjih oves. Kot so že mnogi napovedovali, vidimo debi konfiguracije Pull Road. Ta je seveda očitna in rad bi poudaril, da zadnjič so takšno rešitev pri Ferrariju uporabljali davnega in ponavljam davnega leta 2015. Vidimo, da je drog na šasijo vpet spodaj. Ampak je to edina razlika med tistim, kar smo videli lani in onim, kar bo na progi letos? Ne, še zdaleč ne. Namreč, če pogledamo točke, kjer sta vpeta tako zgornji kot spodnji trikotnik, vidimo, da so jih pri Ferrariju pomaknili rahlo navzgor, torej kot
celotnega upetja je drugačen od onega, ki smo ga videli lani. Če je bil lani skoraj da usporeden z asfaltno površino, vidimo, da letos je kot res očiten. A še zdaleč zadeva, vsaj s prostim očesom, ne izgleda tako agresivno, kot smo na primer videli pri McLarenu MCL 39. A upetje prednje preme še zdaleč ni največja novost pri Ferrariju SF pomišljaj 25. Če sedaj se pomaknemo malce bolj nazaj, bomo takoj ugotovili, da zgornja hladilna reža je lepo trikotne oblike, kjer je površina namenjena samo vhodu zraka za motor z notranjim izgorevanjem. Nobenih sekundarnih hladilnih rež ne vidimo na tem elementu. Kar se tiče obeh bočnih hladilnih rež, vidimo pa evolucijo lanskega koncepta. Tokrat pri Ferrariju bi res lahko dejali, da sta hladilni reži v preseku podobni, naprimer črki P, in lahko bi dejali, da gre za neko nadaljevanje trenda, ki smo ga že opazili pri McLarenu. Z neko pripombo, da pri McLarenu je bil zgornji del, tista zgornja hladilna reža, bistveno bolj obilna od vsega tistega, kar smo videli pri Ferrari. Ampak tu se je treba sedaj ustaviti še pri neki malenkosti. Kot izgleda iz analize fotografij, so pri Ferrariju vozniško kabino, položaj voznika za volanom pomaknili nazaj. Približno za 25 mm, kot gre lahko sklepati iz teh fotomontaž. Seveda zadeva gre na račun malce krajšega menjalnika, kajti medosna razdalja je točno določena s pravilnikom. In že tu bi lahko dejali, da pravzaprav imamo na Ferrariju ogromno novosti. A ne smemo pozabiti, da tudi oblike samih bočnih struktur so bistveno bolj vitke v primerjavi z lanskimi, kar je nekako tudi logično in ne vidimo večjih sprememb v konceptu, glede tistega, kar je pokazal Ferrari SF pomišljaj 24 Evo. Lahko bi dejali, da kar se tiče samih oblik, so sledili trendu, ki ga je vpeljal sam Red Bull. A če pogledamo pokrov pogonskega sklopa, bomo takoj naleteli na neko zanimivost. Namreč praktično odsotnost tiste hrbtne plavuti, kjer pa vidimo, da so napravili celo serijo manjših izhodnih rež za topel zrak. Rešitev, ki smo jo v resnici videli že pred 2 sezonama na bolidu ekipe Alpine A523, izgleda, kot da želijo pri Ferrariju z pomočjo toplega zraka narediti tisto zapreko, ki bi preprečevala zračnemu toku, ki gre na levi in seveda tudi na desni strani samega pokrova, da bi se začele vrtinčiti pred zadnjim aerodinamičnim stabilizatorjem. Videli bomo seveda skupaj, kako deluje, ampak zanimivo je, da na uradnih fotografijah predstavitve Ferrarija lahko vidimo od blizu ta detajl, kot da tega sploh ne bi hoteli skrivati. Če gremo še malce nazaj, bomo takoj opazili, da je Pool Road tudi na zadnji premi, podobno kot lani, ampak največja novost je v resnici skrajšan menjalnik, kar se tiče tega dela bolida. In če se ozremo še po zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju, bomo seveda ugotovili, da kar se tiče samih nosilcev nobenih bistvenih sprememb, sam stabilizator je pa v tej predstavitveni konfiguraciji dokaj podoben tistemu, kar smo videli naprimer lani na Mercedesu 2V15
ali pa tudi, naprimer, pri McLarenu MCL 39. Torej, vidimo lahko, da pri Ferrariju so res spremenili mnogo na letošnjem bolidu, čeprav bi na prvi pogled lahko dejali, da gre za evolucijo lanskega. Sam menim, da vsaj kar se tiče tistega mehanskega dela, gre za precejšnjo revolucijo. Žal, vsaj po mojem mnenju, so pri Ferrariju vsaj sezono v zaostanku. A videli bomo, kako se bo zadeva obnesla. Lani niso imeli v bistvu velikih težav s samimi pneumatikami, kako se bodo zadeve odvile letos, bomo pa videli že čez nekaj tednov. A kar se tiče predstavitve Ferrarija SF25, kot ste dobro razumeli, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.